Bliža se poletje in tudi projekti se počasi zaključujejo. V Linhartovi dvorani je potekala 14. sezona zaključka bralne miselnosti ob programu, kjer so podelili tudi diplome najboljšim. Spoštovane bralke, spoštovani bralci, cenjeni obiskovalci. Lepo pozdravljeni na prireditvi ob zaključku letošnje bralne akcije Ta veseli knjižni svet. V naši sredi prav lepo pozdravljam vse goste in nastopajoče. Preden pa začnemo, pa vabim na oder direktorja knjižnice, gospoda Zupanca, da nas pozdravi. Dober večer in lepo pozdravljeni, spoštovani bralci, udeleženci aktivnosti Ta veseli knjižni svet. Ob današnji zaključni prireditvi gre najprej velika in iskrena zahvala sodelavcem, knjižničarjem in knjižničarkam za njihovo prizadevnost pri oblikovanju in razširjanju TVKS-ja. Obenem pa zahvala in priznanje vsem vam, dragi, zvesti bralci. Današnja zaključna prireditev naj bo praznovanje napisane in prebrane besede, praznovanje lepote Slovenije ter bogatstva Slovencev in Slovenk. Naj bo naše praznovanje besede. Ko beremo, začutimo veličino besed, besede, ki tolažijo in besede, ki zdravijo. Besede včasih zarežejo našo dušo, iz nje stisnejo solze, drugič jo poneso v nebo. Besede niso nikoli prazne, ne pustijo nas ravnodušne. Besede nas spreminjajo, od znotraj nas oblikujejo, nas dvignejo ali pa pogreznejo v srhljivo temačnost. Imajo krepčilno moč, lahko pa nas pustijo v nemiru in negotovosti. Moč besede je moč človeka, tistega, ki piše in tistega, ki bere. In danes praznujemo, ker poznamo to moč besede in ker imamo to moč, lahko spreminjamo svet. Najprej svojega in potem našega. Hvala vsem bralcem in hvala knjižničarjem. Seveda, ostanite z nami in mi bomo z vami. Skupaj v moči besede, skupaj v branju. Letošnja sezona je bila resnično nekaj posebnega in to iz več razlogov. Prvič smo namreč vsa branja združili v eno temo. Prvič v 14 sezonah smo se odločili, da celotno akcijo predstavimo na našem prvem torkovem večeru v oktobru in tako začetkom bralne akcije otvorimo tudi sezono večerov za odrasle. In še ena posebnost, ali mogoče bolje dokaz, da vam je bil izbor res všeč. Letos vas je bralno akcijo zaključilo rekordno število bralk in bralcev. Tako da čestitke vsem in vsakemu posebej. In tako, kot smo skozi ponujene naslove poskušali prikazati vso lepoto Slovenije, bomo nekaj te lepote pričarali tudi v današnjem večeru, skozi ples, pesem, pripovedovanje in glasbo. Najprej se bomo ogreli s plesom. Z nami so članice in člani folklorne skupine, ki delujejo v okviru kulturno-prosvetnega društva Lesce. Z ljudskimi plesi, glasbo in petjem
skušajo ohranjati kulturno dediščino, šege in navade iz bližnje okolice. Za današnji večer so izbrali 2 spleta. Najprej Špegutanc, kjer v uporabi ropčka in ogledala plesalka izbira soplesalca za solo ples, še prej pa moški pokažejo, kako spretni so v igri s klobukom. Ime drugega spleta, Ples iz Krope, so povzeli po pesmi Kropa je en zavgor mest. Plesalci v postavitvi pokažejo šivanje žakljev in kotrov, te figure štajršev, vmes pa zapojejo še nekaj šaljivih 4 vrstičnic. Za mizo
bile uvrščene na letošnji seznam, so bile delo 75 avtorjev. Nekatere od njih lahko srečamo na naših vsakodnevnih poteh. Živijo svoja življenja, mi pa smo jim lahko hvaležni, saj nam z napisano besedo prinašajo radost in veselje. Toda nekateri od njih prihajajo iz čisto blizu, iz naše bližnje okolice. To so Brani po abecedi seveda, Ivo Janez Cundrič, Damir Globočnik, Alenka Jenstre Doležal, Ivanka Korošec, Mojca Kumrdej, Bernarda Mrak-Kosel, Petar Stojanovič, Natalija Šimunovič, Polona Škrinjar, Jure Sinobat in Vojko Zavodnik. Hvala vam, saj ste, tako ne rečem, nekako naši. Hvala. Torej, 75 avtorjev je prispevalo 102 naslova, ki smo jih uvrstili na naš seznam obveznega branja. Ponudili smo pa vam tudi zbirko Zakladnica slovenskih pripovedi in vas te malo pocrkljali. Skozi pravljice, mite in legende ste odkrivali, kako ukaniti samega zlodeja, kako so nastale gobe, kakšno moč ima praprotno seme in kako se je lovcem prikazal beli jelen. Kako pa je Fužinar ukanil škrata, pa nam bo povedala naša pravljičarka in tudi sama precej pravljična Silva Kos. Kasneje v večeru pa bo povedala še eno pravljico o povodnem možu. Folklorna skupina nas je popeljala v Kropo. Z mano pa boste šli malo više in to na Jelovico. Kaj pomislite, če vam rečem Jelovica? Mogoče na talež, na rebrca, na gobe, na vrovnice, na medveda, tako je, še kakšna asociacija? Je kdo pomislil mogoče na železovo rudo, ki so jo nekoč kopali in jo potem vozili v Kropo, v Železnike ali v Kamno Gorico? Ali pa mogoče na škrata. Na Jelovici je namreč včasih živel škrat. Rad je pomagal ljudem. Čez dan je bil v gozdu, zvečer pa se je odpravil v dolino. Ljudje so mu radi na okenske police pripravljali različne jedi. In tam, kjer se je še posebej dobro najedel, tam je zelo rad tudi pomagal. Pa se je zgodilo nekoč, da je nek Fužinar, ki je imel kar 7 otrok, obubožal. Ženo sta razmišljala, ja, le kaj naj zdaj narediva, le še malo denarja imava, pa tudi hrane je tako malo. In je razmišljal mož in se je domislil, viš kaj, žena, zvečer bova skuhala kašo. In res, vzela sta posodo, jo dala na štedilnik, ulila vodo, ko pa je zavrela, sta vanjo začela vsipati kašo in mešala. Mešala sta, dokler ni tako pojno zadišalo in je bila kaša kuhana. Vzdela sta posodo, dala na okensko polico, potem pa se je Fužinar še nečesa domislil. Veš kaj, dajva zraven še srebrnik. Mogoče pa se nam škrat udolži. Zaprla sta okno in odšla spat. Naslednjo jutro sta bila tako nestrpna. Odpreta okno, pogledata v posodo. In res, posoda je bila prazna. Zraven srebrnika pa je bil še eden. Se je mislil Fužinar, poglej to, pa sva zaslužila. Danes zvečer spet kuhava. Pa sta zvečer spet vzela posodo, jo dala na štedilnik, nalila vodo. Ko je voda zavrela, vsipala kašo in mešala. Mešala, dokler je tako pojno zadišala, da je bil čas, da jo spet dasta na okensko polico. In zraven primaknila še en srebrnik. Zjutraj, ne boste verjeli, posoda je bila prazna in zraven 2 srebrnika. Ampak takole denar pa v človeku
Poroditi po hleb, pa je Fužinar mislil. Če imaš krat tako bogatstvo, zakaj mi daje vsak večer samo en srebrnik, pa še en srebrnik, ko pa bi mi lahko dal cel pehar srebrnikov? In mu je to tudi predlagal. Škrab pa nekaj časa razmišlja in reče, velja, samo pod enim pogojem, da mi ti daš v zameno mamo in otroke. Fužinar, ki je bil še tako navdušen nad tem, da bo dobil pehar srebrnikov, je kar obljubil. Ja, ampak zvečer, vedno je pa šel spat, ga je pa malo zvilo v trebuhu. Celo noč se je premetaval, razmišljal je, kaj ne naredi. Ja, še eden ni spal in to je bil škrat. On je razmišljal in je štel cekine in jih dajal v tisto pehar. Ko pa je zjutraj sonce vzšlo, je s prvimi žarki prišel do Fužinarjeve hiše. Je zažvižgal. In ko je Fužinar slišal ta glas, je hitro prišel pred hišo. Na, tukaj imaš srebrnike. Jaz sem držal obljubo. Kaj pa ti? Fužinar je šel nazaj v hišo. Tam od zadaj je imel še ena vrata. In za hišo je bil kurnik. Vzel je kokoš, vzel je 7 njenih piščančkov in prišel pred škrata. Tu imaš kokoš in tu imaš 7 piščančkov. Rekel škrat, kaj mi bo kokoš in kaj piščanci? Kaj to, kaj govoriš, saj si rekel, da bi rad mamo. Kokoš je mama piščancev in piščančki so njeni otroci. Ko je to dejal, se je škrat zavedal, da ga je res okanil. Dal mu je srebrnike, on pa vzel kokoško, piščance in odšel. Ampak od takrat ga na Jelovici niso več videli. Letošnja sezona prinaša še eno posebnost. Dela smo namreč razdelili po tematskih sklopih. Ti so nosili naslove po znanih slovenskih popevkah. Na primer, Mlade oči Ditke Haberl je označeval sklop mladinskih romanov. Dravski most Nicefalk je bila najprimernejša pesem za kriminalke. Mini Maxi Belih bran pa za zbirke kratkih zgodb. Ja, Slovenci smo narod pesmi, radi zapojemo. Nekateri v družbi, nekateri pa kar tako, ker je dober dan. Nekateri bolj ubrano in šolano, nekateri pa kar iz vsega srca. En tak šolan glas nas bo sedaj popelje v sanjsko deželo. Naša Anja Bajžar bo ob spremljavi Matjaža Glavača zapela pesem Sanjam o domovini. Svet je skrit,
vračajo domači kraj, pa mimo knjig, pozdrav z drhtijo, pelice ptice, me spet nazaj. Iz Jelovice pa se bomo zdaj potopili v vodne globine. Tam, kjer živijo povodni možje. Verjetno veste, da povodni mož živi v Blejskem jezeru in v Bohinjskem. Manj znan pa je ta, ki živi prav blizu nas, v Savi. Če greste iz Radovljice peš v Kamno Gorico in če se ustavite pri Fuksovi brvi, pogledajte potem tako navzdol in na desni strani Bukovlje. Na levi pa sta bila Radovljiško in Mušansko polje. Vmes pa teče Sava. In ravno tam je ena taka ogromna skala. In na tej skali je zelo rad sedel povodni mož. Naskrivaj je gledal dekleta, ki so delala na polju. Ampak če je samo mečkano zaropotalo, počela kakšna veja, takrat je skočil v vodo in se potopil v svoj podvodni grad. Ampak kaj se zgodi, ko dolgo časa opazujemo lepa dekleta? Ja, zaljubimo se, ne? Tako se je zgodilo z našim povodnim možem. Ker pa ni bil tako spreten v besedah, je revež deklico kar ugrabil. Odpeljal jo je v svoj grad in si mislil, lepo bom ravnal z njo, vsega bo imela na pretek in bo srečna. Ja, imela sta veliko bogastvo, kajti kadar je ona pometala, je pometala tako, da je smeti dvigovala. In ko je prišla do vrat, jih je še malo bolj dvignila. In ko so priplavale na vodno gladino in jih je obsijalo sonce, takrat so se spremenile v samo zlato in padle na tla. Ja, ampak ko je to sonce posijalo tudi tja v njeno sobo, takrat je postalo pri srcu hudo. Začutila je domotožje, ni vedela, kaj se dogaja z njenimi domačimi. Zato je prosila moža, naj ji odpelje kaj, odnese kaj, kakšne dobrote, nekaj bogastva. In prinese novic. Tako je naredila tudi ta večer. Dragi podvodni mož, ali bi odnesel mojim domačim tale koš? Seveda bom, je rekel. Zjutraj, ko boš vstal, si ga samo oprtaj na ramo. Pojdi direktno do nas in glej, da se ne ustaviš. Jaz bom stala na skali in te bom ves čas gledala. In če se boš ustavil, bom rekla, vidim te. Kaj je hotel? Seveda bom naredil tako, je rekel. In odšel spat. Ona pa je še malo ostala v kuhinji.
zjutraj je povodni mož prišel. Ženo je videl pri štedilniku, nekam nezgovorna je bila, ampak on si je oprtal koš na ramo in je šel. V ti presneto, ko je pa je danes vse noter naložila, nekam težko je bilo. Pa se je mislil, bom prišel do tiste debele smreke, pa tam počijem. Ko je prišel do tja in je prijel za naramnice, je zaslišal. Vidim te! Presneto, pa res dobro vidi. Bom pa tam naprej počil, kjer so drevesa bolj na gosto. Tam me sigurno ne bo videla. In ko je prišel do tja, spet prime naramnice in zasliši. Vidim te! Teko je pol tiščela. Utrujen je bil zadihan, ampak mogoče bo pa tukaj, kjer je tale star mlin. Za ruševine se skrije, pa ne bo videla. Ampak ko je prišel do tja, prijel za naramnice, kaj je zaslišal? Vidim te, tako je! In revež, kaj je hotel, nič počitka. Šel je naprej, jezen odložil tisti koš pri hiši in jo mahnil domov. Sem že doma! Pa ni bilo nič odgovora. Pa pride v kuhinjo, pa ona še kar sloni tam pri štedilniku. Pa nič ni dešalo, kot ponavadi. Pa jo malo bolje pogleda. O, ti reč. Njena oblačila so bila nabasana s slamo in glava pokrita z ruto. A zato je bila tako težk koš, si je mislil. In v tisti jezi, pozabil je, da je on utrujen, je stekel do njihove domačije. Ja, jezil si je in vpil, ampak žene pa nikoli ni več dobil. Letos je bila res izjemna bralna letina. Brali ste in brali in še kar brali. Tako vas je letošnjo bralno akcijo zaključilo rekordno število bralk in bralcev, skupaj 153. Skupaj ste prebrali 1651 knjig. 29 je takih bralcev, ki ste zbrali pogum in se nam letos pridružili prvič. 20 vas je takih, ki ste z nami vseh 14 sezon. In ena bralka je tista, ki je letos prebrala vse knjige iz seznama, torej 102 naslova. Čestitamo vsem. Vsako leto vas prosimo, da prebrano tudi ocenite. Največ odličnih ocen je dobila romantična zgodba, večna zgodba o ljubezni. Zgodba o nekih drugih časih, ko je življenje teklo drugače. Nesporna zmagovalka letošnjega branja je Tavčarjevo Cvetje v jeseni. Na drugem mestu je Mauserjeva Rutija, na tretjem transverzala Jakoba Kende. Po številu bralcev, ki so posegli po knjigi, pa je na prvem mestu, Da bi lažje zaspala, Alenke Kesar, na drugem in tretjem mestu pa sta zgodbi iz naše zgodovine. Ena iz časov turških upadov, Murnikov Lepi Janičar, druga pa iz časov srednjeveškega Maribora, ko se je leta imenoval Marburg. To je roman Marburgi, Zlate vokaš. Pa ne bo dovolj za danes besed, ne še čisto, ampak samo za enkrat. Na oder zato vabim pihalni orkester Lesce pod vodstvom dirigenta Gašparja Breznika. Orkester ima že skoraj 70-letno tradicijo in združuje glasbenike vseh generacij in glasbo vseh zvrsti. Danes je z njimi tudi pevka Manca Povšin. Popevk, ki jih bodo igrali, ne bom naštevala, ker sem prepričana, da jih poznamo vsi. In če bi vas slučajno prijelo, da bi zategnili in zabrundali z njimi, kar pogumno.
stene iz dreves, za strop nebo, preproga travnih bil, zvest ne broji za luč. Brez strehe, brez zidov, mladim je toplo. Poletna noč, ljubezni spev šepet, vsi čustev žar strasti, se mine vse, ostane spektakl in prgišče snad. Spomnimo vstop za stare dni. Pridi kdaj pome, z ognjem v oči, bova ljubila se vso noč. Pridi kdaj, ko nasmeh in poljub, vsak zase zdaj. Živiva srečna sva, samo nam videti kdaj, kot si ljudje, mlada kot prej, ne bova več. Se dan, za eno noč. Pridi kdaj pome, z ognjem v oči, bova ljubila se vso noč. Pridi kdaj, ko nasmeh in poljub, vsak zase zdaj. Živiva srečna sva, samo nam videti kdaj, kot si ljudje, mlada kot prej, ne bova več. Se dan, za eno noč,
govori s teboj. Povedal saj večin zakajo potika, človek sam. Zmogel saj z nočjo vse, kar zdaj ne znam. Nad mestom sedanim, vsi domi ubrani, so spet z teboj in vsi odgovori s teboj.
potem mi že poslušaš mi utrip srca. Vzameš me v roki, dahneš, da sem lepa. Veš, da to je vse, kar sem kdaj želela. Vzameš me v roki, gledam ti v oči, nikle srečati cveti. La la la, ki še nič ne ve, kar ni iz najnega sveta. Vzameš me v roki, rahlo me poljubi in potem mi že poslušaš mi utrip srca. Vzameš me v roki, dahneš, da sem lepa. Veš, da to je vse, kar sem kdaj želela. Vzameš me v roki, gledam ti v oči, nikle srečati cveti. Ljubljani, za Ljubljanico, tam najde vsak se, kar želi, tam skrije med cvetice, te Julija val. Če si zaljubljen, če si nam, ali čez leto in čez dan, prišel boš tja z nevesto na magistrat. Čez Šušterski most, čez Šušterski most, levo na Mestni trg, desno na Stari trg, o spomine po mladost čez Šušterski most. Aha. Ljubljani, za Ljubljanico, najde vsak, kar išče, tam za večerjo vitensko puna vina. In maček cvič rdečega, in čez mačka greš od dan, lahko potukaš glavo v robo vodnja. Čez Šušterski most, čez Šušterski most, levo na Mestni trg, desno na Stari trg, o spomine po mladost čez Šušterski most. La 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 la
No, zdaj smo pa res skoraj že čisto pri koncu današnjega večera. Ampak preden zaključimo, pa bom prosila, da se mi na odru pridružita Barbara in Katarina, ki mi bosta pomagali razdeliti majhno pozornost današnjim nastopajočim gostom. Bomo šli kar od odzadaj. In sicer, najlepša hvala pihalnemu orkestru Lesce, dirigentu Gašperju Pretniku in pevki Manci Pavšin. Zahvaljujem se tudi Silvi Kos, ki nas je pripeljala v pravljični svet. Hvala tudi Ani Bajžel in Matjažu Glavaču, ki sta nam pokazala, da je naša Slovenija sanjska. Hvala vsem članicam in članov folklorne skupine iz Kulturno-prosvetnega društva Lesce. Kar še lahko ploskate. Na tem mestu bi se rada zahvalila tudi Linhartovi dvorani, ki nas je danes tukaj gostila in ne nazadnje gre zahvala vam, dragi bralke in dragi bralci. Brez vas nas ne bi bilo danes tukaj. Predno greste, vas prosim, da v predverju prevzamete zasluženo priznanje in eno malo skromno darilce, ki smo ga namenili za vas. In že danes si prosim rezervirajte 1. oktober, kajti to je dan, ko bomo v dvorani Radovljiške knjižnice predstavili novo sezono tega bralnega projekta. Kaj bomo brali, ne ostanete zaenkrat še skrivnost. Hvala lepa. Čisto za zaključek pa mi dovolite, da vam preberem vse znane verze Marjana Stareta. Povsod, kjer mi seže pogled, lepota zasanjana, ki je najti še lepši je svet,
kje lepše je kot doma. Se s hribov daljave zazrem, prek gričev, dolin, gora. Daljavi še modro morje ozrem, kje lepše je kot doma. Naj vas ti verzi popeljejo v čudovito poletje in naj vas spremljajo na popotovanjih po naši čudoviti Sloveniji. Hvala lepa in srečno. Anton Končnik, zakaj ste se videli odločili, da sodelujete pri projektu bralne miselnosti? Mi od nekdaj radi beremo v družini in tudi jaz sam. In to je odlična priložnost, da se srečam s enako mislečimi v tako imenovanem plemenu, bralnem plemenu in skupaj prediskutiramo knjige, ki smo jih prejšnji mesec prejeli v knjižnici in potem prebrali in je zadeva odlična. In kako ocenjujete to tematiko, ki ste jo obravnavali v letošnjem letu? To so bile predvsem slovenska dela, pa seveda tudi nekaj tujih, ampak tisto, kar smo prebrali, so bila odlični avtorji in prav lepo je prebirati naše domače in pravljice in romane in tudi o pesniški skupini Moderni in mnogo drugih tem. Odlično je bilo. Barbara Klinar, vi ste vodja projekta bralne miselnosti. Ta projekt, ki ga zaključujete nocoj tukaj v Linhartovi dvorani, se odvija že 14. leto. Kako je pravzaprav projekt potekal? Letošnje leto smo kot vsako leto začeli oktobra, zaključujemo konec aprila in povabimo bralce z izborom najboljših po našem mnenju knjig. Letos smo predlagali mu branje slovenske avtorje. Nekako smo poskušali sestaviti raznoliko gradivo, tako da ni bilo samo leposlovje, poezija, mladinski romani, ampak tudi potopisi, stripi, raznoliko tako kot smo bralci različni. Kakšen je bil obisk? Odziv je bil zelo velik, ker običajno slovenske avtorje ne cenimo dovolj in mogoče ravno zato, ker je bilo nekaj novega. 153 bralcev in bralk je letošnji projekt zaključilo. To pomeni, da so prebrali 7 knjig najmanj. Skupaj so prebrali 1651 knjig, to se pravi skoraj 11 na bralca. Zelo veliko. Kakšna je bila starost, ki je prevladovala med obiskom? Nekako imamo v mislih, da bi po tem gradivu posegali mladostniki od 16. leta, pa zgornja meja ni določena. Je pa res, da največ je žensk in sicer kako bi rekla, plus 50. Glede na to, da ta projekt poteka že 14. leto, da ste imeli že različne tematike, kot ste mi govorila, ste lansko leto imeli Pariz, letos pa slovenska besedila, slovenske pesmi, slovenske avtorje. Vsako leto do sedaj, letos smo imeli prvič, da smo imeli samo eno temo, vedno smo se odločili za eno nacionalno literaturo, recimo francosko, grško, obiskali smo Italijo, japonsko in zraven eno temo, umetnost, prva svetovna vojna, ko so bile kakšne obletnice, potem povezali smo recimo Grčijo in hrano, japonsko in naravo, tako da je bilo za vsakega nekaj. In kakšna bo tematika, ko boste zakorakali v 15. leto? To je pa še skrivnost. Sedaj zbiramo ideje, v bistvu bomo morali že čez poletje nabrati seznam okrog 100 knjig, tako kot vsako leto. Želje so različne, ampak vse še ostaja skrivnost. No, in ob koncu samega projekta boste podelili tudi diplome, ki jih bomo videli na nocojšnji prireditvi. Tako je. Vsako leto si bralci zaslužijo eno skromno nagrado in priznanje za trud, ker 7 mesecev biti nekako del tega, ta knjižni svet ni kar tako.
Tako da smo zelo ponosni, no. In hvaležni za zvestobo, ker lahko menim, da 20 bralcev sodeluje že od prve sezone, to se pravi 14 let. Direktor knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica, Marko Zupanc, lepo pozdravljeni. Ja, dober dan, lepo pozdravljeni tudi vi. Zaključuje se posebna prireditev danes bralne miselnosti. To je poseben projekt, ki je potekal že 14 leto, med drugim pa ste pred 14 dnevi zaključili tudi z Vesoljem zakladov. Kakšna je vaša ocena? Ja. Zdaj oba projekta gresta v smeri bralne kulture, bralne pismenosti oziroma spodbujanje branja v tem območju, ne. In lahko se pohvalimo knjižnici Antona Tomaža Linharta, glede na statistiko v lanskem letu, to se pravi 23, je bilo aktivnih članov, to se pravi, koliko ljudi je bilo vključenih v knjižnico, je bilo več kot 30%, 32%, kar pomeni, to je vsak tretji prebivalec je vključen v knjižnico. In ko gledamo pri sami izposoji knjižničnega gradiva, lahko rečemo, da smo po statistiki, seveda ne z leta 23, ampak leta 22, sem šel gledati, smo knjižnica na prvem mestu, to se pravi, ki je izposodila največ knjig ali pa knjižničnega gradiva na število prebivalcev, ne. Kar pomeni, da je kultura zelo visoka in tudi bralna pismenost, ne, glede na to, da smo toliko knjig ali pa knjižničnega gradiva dali na, ne, to se pravi, da je šlo ven, da ljudje so posegali po knjižničnem gradivu, to se pravi, to so zelo, zelo spodbudni rezultati, ki nam pokažejo, da dejansko knjižnica Antona Tomaža Linharta deluje v zelo, kako bi rekel, kulturnem, bralno, zelo močnem območju. Kdo ima vse to zasluga? Sigurno stavbe, knjižnice kot take, ljudje, ki v njej delajo, projekte, ki jih imamo, in seveda ta dva projekta sta zelo usmerjena v razvoj bralne pismenosti. Če pa pogledamo še širše, bralna pismenost oziroma Slovenija v OECD-ju, ne, kje smo, po raziskavah smo zelo nizko, to se pravi v zadnji četrtini med državami to se pravi OECD-ja, kar pomeni praktično od celega sveta razvitega, kar pomeni, da sistem sam nam ne podpira bralne pismenosti, razvoja bralne pismenosti, razvoja bralne kulture. Mi kot knjižnica seveda se za to absolutno prizadevamo in v današnjem času, ko je poplava z elektronizacijo, robotizacijo, umetno inteligenco in tako naprej, vemo, da je to izrednega pomena in seveda smo ponosni na to, da pravzaprav dosegamo, to se pravi, kot rečeno, prvo mesto med vsemi, bi rekel, knjižnicami ali pa med drugimi občinami v Sloveniji. In zelo pohvalno in iskrene čestitke. Ja, hvala lepa. Božena Kolman Finžgar, Linhartova dvorana ti je gotovo znana, prav tako knjižnica Antona Tomaža Linharta, in še vedno ne moreš iz svoje kože, da ne bi hodila v knjižnico. Tako si sodelovala tudi v projektu 14. leto bralne miselnosti. Tako je. Najprej dober večer in vsi lepo pozdravljeni. Enkrat knjižničarka, vedno knjižničarka, bom rekla. Seveda s knjižnico zelo rada sodelujem. Prej sem nekje bila v ozadju pri snovanju tega projekta, zdaj pa občudujem delo svojih bivših kolegic, katerih delo je res zelo, zelo naporno, lepo in približajo nam posamezno področje. Letos je bila to Slovenija in človek skoraj ne more verjeti, kaj vse lahko na to temo prebere. Jaz sem prebrala veliko pravljic, nekaj domačih avtorjev, nekaj o izdajah, ki jih je imela knjižnica letos. Vsekakor je pa to zelo dober seznam za poletje, za čas, ko imamo še več časa in bomo lahko brali in brali.